Galerij Družina na dogodku, ki smo ga danes posebej slavnostno pripravili za našega dragega gosta ob njegovem življenjskem jubileju, gospoda Ivana Sivca. Gospod Sivec je tudi pri naši založbi izdal že 3 knjige, zato ga nekako smatramo kot sodelavca in bi lahko rekli več preteklosti. Tako da bi lahko rekli, družina praznuje z Ivanom Sivcem. Velja za domoljuba, ljubitelja vsega slovenskega, tudi glasbe, zato sta z nami citrarka Tanja Zajc-Zupan ter pevka Tanja Saksida. Prosim. Prehodili, ne samo tiste, ki ste jih že. Dovolite, da ob tem velikem jubileju gospoda Sivca tudi na kratko predstavim. Slovenski pisatelj Ivan Sivec je najbolj plodovit in že 2 desetletji vedno med prvimi najbolj branimi avtorji. Napisal je 184 knjig, mogoče še med tem ternom katero. 187. Bom se zdaj naprej izogibala številke. Razen ene še. Rojen je bil 23. maja 1949 v Mostah pri Komendi. Od leta 1972 živi in ustvarja v Menšu. Na Ljubljanski filozofski fakulteti je diplomiral na oddelku za slovenistiko, na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo, si je pridobil naziv magister etnoloških znanosti. Je član Društva slovenskih pisateljev in sicer že od leta 1987. Natisnjenih je bilo več kot 400.000 izvodov Sivčevih knjig. 15 knjig je bilo ponatisnjenih, več del dramatiziranih, več kot 100 knjig je izdanih v elektronski obliki, dobrih 50 že v slušni, nekaj tudi v brajlici.
Vsako leto si bralci v slovenskih splošnih knjižnicah izposodijo okoli 40,000 naslovov. Več njegovih knjig je prevedenih v nemščino, angleščino in italijanščino. Na željo bralcev je svoje knjige predstavil v več kot 1100 krajih po Sloveniji in po svetu. Po njegovih 4 romanih Pozabljeni zaklad, Vlomilci delajo poleti, Zakleta bajta in Princ na belem konju so bili posneti celovečerni film in televizijske nadaljevanke. Napisal je več kot 3000 besedil za popularno glasbo, več besedil za pevske zbore in klasični sonetni venec z akrostihom V imenu ljubezni. Znanstveno je obdelal razvoj narodno-zabavne glasbe in napisal več monografij o slovenskih skladateljih. Dobil je več vidnih nagrad, najvišje državno odlikovanje pa je leta 2019 in sicer red za zasluge za narod. V obrazložitvi je zapisano, da ga je prejel za izjemno obsežen, raznolik in odmeven avtorski opus, ki neguje narodno zavest. Za zakladnico glasbenih besedil je prejel Zubanovo nagrado za življenjsko delo, postal je častni član Društva pesnikov slovenske glasbe. Imenovan je bil za častnega občana občine Kostel. Leta 1996 je dobil Terseglavovo priznanje za odstirjanje tem zamolčane slovenske zgodovine. Na svetovnem spletu Notable People je uvrščen med najbolj znane oziroma ugledne Slovence. Spoštovani gospe in gospodje, to je naš prijatelj, pisatelj, gospod Ivan Sivec. Preden mu dam besedo, bi prosila še za eno skladbo, ki je tudi, mislim, da primerna in pove več kot besede. Prosim.
gospod Sivec, ne bomo sprašali, kako ste se danes zbudili, ampak danes smo pa najbrž res začeli tako lepo med iskrenimi ljudmi. Kako se počutite danes na ta vaš življenjski jubilej? Za mikrofon jaz bom kar uspel, da se nekaj vidimo, rad vam ljudi in rad tudi, da se gledamo iz oči v oči. Hvala lepa za to lepo najavo in hvala za to čudovito glasbo in hvala lepa predvsem vam, ki ste prišli. Res je, malo poseben dan, ampak ni tako hudo. To je polkrogli, pa jaz smo občutek, da ni še konec, ampak da bomo še naprej sodelovali, delali, živeli. Je pa lepo, da je se družina spomnila na to. Moram pa povedati tudi vsemu, da vsake 5 minut v telefon prileti ali čestitka, ali nekdo pokliče, tako da zdaj za 1 uro smo to prekinili. Tako da, v moment, ko bom to prižgal, bom spet bil videla. Dan se je lepo začel, to, kar ste vprašali, bil sem nas je privržil nad Kamnikom, vsako jutro, če se reda ne vem, danes je bil 228krat, vmes pa še marsikaj, še druge obveznosti so, tudi ker so krive, treba vmesta pisati, ampak priporočam vsem, da hodijo v hribe, ker se v hribih nekako človek očisti, telo in pa tudi duha. Res je prijet, so 3 knjige trojček, ki jih danes predstavljamo, da sem pred časom že kar nekaj knjig izdal pri družini, tako da je morda novodobni Sivec, pa starodobni Sivec, to je novodobni Sivec. V glavnem moram povedati, ker bomo predstavljali predvsem te 3 knjige, tole kratko, je rekla gospod, da vsaj 3/4 ne mora biti konec, jaz imam navado, da govorim na literarnih večerih po 2-3 ure. Nekaj že rad povedal na uro, je rekla, veš, že živi ure ne. Noben drug ni povedal na uro, pa zdaj sem pač govoril. Danes bomo nekoliko krajši. Moram povedati, da zelo dobro je, da imamo to zbirko in da je družina to prisluhnila in da je tudi direktor ima smisel za to, pa tudi vsi drugi sodelavci, moram reči, da idealno sodelujemo. Jaz ne pišem, za ostalo se pravi obrnuje. Pričakoval sem, da še večkrat bo se prodajalo, ampak sej si bo, jaz pravim, ker ni dan, mogoče jutri, ljudje rabijo nekaj časa, da nekako tudi dojamejo, da je to pomembno za slovensko. Jaz, tisti, ki me bolj poznate, veste, da sem zavedno zaveden slovenec in pišem iz slovenskih korenin za Slovence in mislim, da imamo premalo nekaj samozavesti in proti je take knjige, kot so to, nekako spodbujajo to slovensko samozavest. Imamo bogato zgodovino in smo na zelo pomembnem križišču in prepihu in hkrati smo tukaj stali in obstali, kot je rekel Trubar. V zadnjem času nekako imam občutek, da malo popušča to domoljubje, pa tudi nekako ta samozavest je premalo močna. Res so velike spremembe v družbi, tudi v Evropi na splošno, ampak mislim, da Slovenci se moramo nekako zavzeti zase, pa nekaj ne narediti. Premalo je biti samo tam nekaj vemo, pa nekaj tam, nekaj jamrat, ampak je treba nekaj narediti. In knjige lahko nekaj naredijo. In prav zato je v bistvu ta zbirka nastala, moram pa povedati, ker temu mi je največ nekako na govoru v prvi fazi gospod Vili Kovačič, državljanke, ki tukaj med nami sedi naravno gospoda Severa, da se zelo navabi družbi si, navabi družbi gospod Sever zvala, mislim, ne zaradi tako, zaradi trenilka samo, zaradi trenilka. On je v bistvu takrat nekako začutil isto, kot smo že, jaz sem že prej pisal te ljudne zadeve, kar veliko, ampak prav po osebnostih pa ne. Razen morda Jaža, da je šel. Zdaj ste že zajadrali, ne, tako da bi vas jaz potem kar prepustila. A kaj je zgodil skoro konca? Ne. Jaz sem navajen, da vam je še lepo gospodično, gospod zraven sebe, ampak tako da, no, ker ste... Ne, jaz sem samo hotela, da prišli čez te 3 knjige, ker sem jih prej omenila in zdaj ste vi. Prva med njimi je seveda, tako kot ste začeli, ste videli gospoda pred sabo, o primorskem duhovniku Vergilu Ščeku, ljubil sem slovenski narod. Rada bi tudi, da poveva, da je naslov iz citat iz njegovega nagrobnega spomenika v Auberju. Potem pa ste zdaj že sami začeli, kako je sploh prišlo do izbora in odločitve za to knjigo, tako da vam prepuščam besedo, ampak ne za 3 ure. Ne, veseli, da se tudi ni dovolili, da bo lepo naprej. Stvar je v tem, da v bistvu res to, kar je Vili Kovačič nekako ugotovil,
smo dobili tudi mnogi drugi, ne samo na založbi, ampak sam to močno čutim, da te osebnosti iz preteklosti nekako premalo poznamo, premalo spoštujemo in premalo nekako hodimo po njihovih poteh. Jaz osebno še poznam, da prve se zbirke Šček mi je popolnoma neznan bil. Je po bistvu živi Čedermac. On je živel v tistem času, ko so fašisti na Primorsko v bistvu največ pritisk izvajali in je naredil vse za to, da smo nekako, da so Slovenci tam dol ostali po svojih močeh, po duhovnih in hkrati tudi, bi rekel, se žrtvoval in v bistvu tudi svojo življenjsko pot na ta način verjetno kar prehitro končal. Imamo občutek v operaciji, da je bil malo navaden po vojnem režimu, pa da je morda zato tudi hitreje odšel, moral oditi. Drugač pa Mita z Ljubljan so takrat videli, da je zelo globoko zakopal, zdaj je nekako pomešan kot v opoziciji postal. Ne slišite, dobro, da ne slišite. Stvar je o tem, da smo hodila po muzejih, hodila so po arhivih, hodila so to, ker Šček je pustil za sabo zelo bogato svet, zelo veliko globoko svet. Je pa od njega napisana taka drobna knjižica, ko pa išče to človek po arhivih, posebno v Koborskem arhivu, so pa cele skladovnice tistega, kar je napisal. Mene zelo presenetilo tudi veliko etnografskega gradiva, veliko vsega tistega, ker je zelo pomembno, ne samo za Primorsko, ampak za celo Slovenijo, tudi za slovensko, tudi nekdanji običaji, šehe in navade in vse to. Poleg tega pa seveda kot duhovnik je pa živo najbolj z narodom in najbolj povezan je bil. Bil je tudi poslanec v Rimu, ampak a veste, se predstavljate v tistem času iz Trsta pa iz Primorske se voziti v Rim na zasedanja, ampak je mu pa dosti časa, ker je po svoje dobro. Lahko je vse poštudiral po dolgem počes in znal je tudi tisto povedati, kaj je mislil. Ni. Tudi pozneje so iz teh poslancev postali razni predsedniki pa tako naprej, ampak on je vsak obraz povedal tisto. Tako da je bil morda kot Slovenec celo ogroženo njegovo življenje že v času fašizma, pa po vojni, pa med vojno tudi, ampak zelo je stal za tistimi svojimi ideali. Po duhovnih je bil močno povezan z ljudmi in je tudi na terenu to izvajal ne samo svoje, bi rekel, pastirsko življenje, ampak tudi vse ostalo zelo pošteno in zelo globoko. Mene pa všeč je bil tudi še posebej zato, ker je bil tudi malo hudomušen. Njemu so recimo napeljali, se povem samo en primer, napeljali smo telefon v župnišče, eden od prvih, normalno je bilo, da je bil duhovnik prvi telefon, to je še vse ročno in tako naprej, pa smo italijanski tehniki napeljali telefon, pa propa ta telefon pronto, pa jih Šček gleda, pa tukaj s tem telefona je pa nekaj narobe, sem pronto, tudi na drugi strani pa sem pronto. No, čakaj, bom jaz če telefon delati. Pa pokliče župnika v Kobaridu, pa pravo, da tukaj Virgil, a zna ta telefon tudi po slovensko govoriti. Rekom, kaj ti misliš? Ja, če zna po slovensko zdajsko govoriti, a mogoče bi prinesel besedo prosim, hvala, čudovit telefon, delo dvojezično. Take stvari je znal obrniti na šalo, tudi v povezavi z ljudmi in pa hkrati do kraja se je boril za slovensko besedo in tudi za slovensko petje. Treba je vedeti, da v tistem času je najprej bilo prepovedano govorjenje, potem pa celo petje v slišnih oziroma na javnem prostoru. Oni mu na skrivaj so prepevali v njegovem župnišču oziroma v zakristiji pesmi, slovenske pesmi, duhovne in tudi posvetne, take lepe, kot ste te prej zadeli. Med iskreni ljudmi tega če ni bilo, ampak pa narodna je vsekakor bila. Te narodne slovenske pesmi v Franci so stare po 500, 700, 1000 let. No in vedno je dal strašno enega človeka. Oni so lepo prepevali, tisti moment, ko je prišel recimo ta italijanski karabinier, da bi zavrl, so oni začeli prepevati v latinščini. Pa so rekli, kaj, pojete slovenske pesmi? Ne, gospod karabinier, ne znate nič latinsko, ker v bistvu temelj vašega jezika, mi prepevamo samo latinske. On šel, tisti moment so takoj zapeli latinske prave in tako naprej. Hoče povedati, da je zelo radoživ in zelo živahen človek in da je hkrati res ljubil slovenski narod. Njegova sestra, Breda Šček, je bila tudi zelo znana skladateljica, tudi treba bi jo premalo
malo poznamo v tem slovenskem prostoru. Vidim, da občasno, kakšen sem uspel, kakšno pisem 30 let na programu, ampak včasih ni bila toliko zaželjena, pač kot sestra, da bi videla, bili so užigosali po svoje, da tudi verjela je bila naučila veliko zborov in vse tisto, kar je recimo nekako v osnovi pogledal, je tudi sestra izvedla. Ne je pa tak en lep moped, pa iz mopeda okrog hodil, en tak Martin Golob se mi zdi, da je bil. Bil pa je tudi, ker smo danes založbi med aktivnimi soustanovitelji Mohorjeve družbe takrat v Gorici, ker zaradi znanih razmer Mohorjanke več niso mogle prihajati na to območje, če še kaj o tem poveste. Ja, stvar je v tem, da, kot veste, Mohorjeva družba je najstarejša knjižna družba. Mi smo vsi morali imeti narasijo v tej, mi zdaj šli. Slovenci smo se pa naučili brati in v bistvu tudi pisati. Tista idila, da je nekdo bral večernice naprej, pa da so ga drugi poslušali, pa včasih čista realnost. Da pečjo zvečer je tisti, ki je bil to pameten, da je znal brati, je prav drugi so poslušali. Ker pomeni, ljudje za svoj obstoj preprosto potrebujemo zgodbo, potrebujemo, da nekaj preberemo, potrebujemo, da se izmenjuje znanje in tudi povest, tudi same zgodbe. No in tisti moment, ko je bila seveda Primorska v bistvu odrezana od matične Slovenije, slovenskega ljudstva, je bil on pobudnik za to, da so Gorici ustanovili svojo Mohorjevo družbo in tudi to so bile tam neskončne naklade. V bistvu je knjiga tista, ki je povezovala te ljudi. Hkrati tudi pesmi na ta način. Začeli so izdajati ne samo knjige, tudi pesmenice, začeli so izdajati tudi glasila in tako naprej, kot so bil on aktiven. Poleg tega pa povezal, to je zelo pomembno, včasih so rekli dovoljko svečenike, tako na Primorskem, kot je na Hrvaškem tleh, in da so ustanovili tak zbor svečenikov, duhovnikov, in on je izdajal zbornik, tega zbornika, in na ta način je nekako tudi vse te duhovnike spodbujal, da so v slovenskem jeziku imeli kritike, da so bojili piete in da so brali. Meni ne navadno, recimo, za Mohorjevo družbo, ker so vprašali, da je recimo v začetka naklada 30-40 tisoč na Primorskem. Mohorjeva družba v celoti je bilo več kot 100 tisoč svoje čase, rekord, mislim, da je 110 tisoč, ampak saj tam okrog 100, ampak tudi sama Primorska, ker pomeni, ljudje so hoteli brati knjige v svojem jeziku. In to moramo zdaj, a ne gospod direktor, naučiti tudi Slovence, da zdaj bojo prav knjige v slovenskem jeziku. Zato upam, da boste še dolgo pisali, ne? Sedaj, če se sprehodila do druge knjige, to je knjiga o duhovniku Valentinu Staniču z naslovom Blagoslov gora. Ker je gospod Civec obiskoval in še obiskuje planinske vrhove v Tujini, je pot nanesla tudi na nemško goro Vacman. Tam se je že v dolini srečal z napisi Valentin Stanič, potem pa še v Koči pod vrhom. Od drugo knjig zbirke je to napisal zgodbo o duhovniku, ki je živel od leta 1774 do 1847 in ji dal naslov Blagoslov gora. Stanič je namreč leta 1800 izmeril višino gore Vacman, nato pa še Grossglocknerja ali velikega kleka, kot mi poznamo. Kot ste dejali, gospod Civec, je bil Stanič izjemen duhovnik in praktik. Pa nam malo to razložite. Ja, z veliko veseljem. To je v bistvu zelo pozitivna slovenska osebnost. Živo je v bistvu v Prešernovem času, to treba vedeti. Tudi pesmi je pisal, ampak bolj take praktične, za kmetovo potrebo in pomoč, ker pomeni, napisal tudi, kako je treba prositi, pa kako je treba selo sušiti in tako naprej. Drugač pa res, to je prvi slovenski alpinist, to je zelo pomembno. Vsi gorniki, vsi slovenski, tudi zborniki, vsi slovenski poznavalci zgodovine ga priznavajo kot prvega slovenskega alpinista. On je v bistvu, ne samo to, kar ste rekli, da je Vacman je ena velika gora 100 metrov nižji od Triglava, pač pa je tudi izmeril res Grossglockner veliki klek, ampak je izmeril tudi prvi Triglav. Je tudi naš Triglav kot prvi izmeril. Pa neskončno drugih vrhov, pa tudi veliko v italijanskih tleh. Bil je zelo tak visoko rasel košarkar, tak zgleda kar veliko precej močen.
in je prelazil v Salzburgu, pa študiral za duhovnika, to je pomembno. Ta Vassmann je pa nad Salzburgom in na ta način je on v bistvu nekaj spoznal. Študiral, očitno bil fant kot večji fant, zelo odprte glave in je na ta način ves prosti čas se pa nekako posvetil hribu. On je recimo iz Salzburga do doma, do svojih korenin, v bistvu v Soški dolini, on je peš hodil domov. Vse, zakaj bi pa uporabil, avtobusov takrat ni bilo, vlak vključene, vlak je ravno začel, pa je lepo peš hodil domov, 4 dni se to hodi, samo Salzburga v Slovenijo. Zdaj pa, ker je pa rad prespal pri kakšnemu svojemu prijatelju, znancu ali duhovniku, je prespal recimo na Višarjah. Je prišel dol, pa tisto ulico gor, pa ulico pa pol gor, pa tisto pa gor, pa že je tam mirno prespal pri svojem kolegu. Ne samo, bil je pa v bistvu hkrati, kot se rekel, zelo praktik, on kot duhovnik tudi vse delal. On je prišel v eno tako podrtijo, v bistvu hišico, kot eno kozjo hišico, ker so koze prej noter živele in to je bilo v bistvu župnišče. To je poučno tudi za naše duhovnike, ki jim nekateri bi radi večje razkošje. Razkošje ni potrebno za življenje, je potrebno duhovna moč, duhovna pomoč in tako naprej. In on je, ko je videl, da je tista koža hišica, da prepih burja vleče skozi tiste skale, tiste luknje, tako je umetel, tako je stesal za sebe, postorijo še za sestro in mamo, ki samo pomagali in tako naprej. Hkrati je začel klepati koso. Recimo, da to je čisto praktičen primer. On je rekel, je na prižici povedal, če hoče, da se bo trava dobro kosila zvečer ali pa saj nazadnje zjutraj sklepajte koso, veste kaj se povedal, da bo se trava dobro kosila. Pa so ga malo čudno gledali, ja, kako. Prav, vam bo pa že pomagal naprej, ampak koso treba sklepati. In je rekel, ko je začne kosa klepati, takrat prosim, da slišam na Banski pravoti, kjer je živo, na Bančici, slišam tudi vse druge. Ko je župnik začel klepati, je sem tako prisluhnil. In cela Banska pravota je tako. Recimo, potem je spodbudil, vsi Slovenci smo pesniki. Tudi med vami verjetno ni nobenega, ki ne bi napisal vsaj ene pesnice, cela kot povrstične pesnice. On je videl, da je to v bistvu ena spodbuda za človeka, da je dobro, da se izraža tudi v tem smislu. In je šel v Gorico in je videl, da bo en gospod prodal eno tiskarno, preprost tiskarski stroj. Dol je šel kot vsak v bistvu hribovc, ne z nahrbnikom, ampak s košem na rami, vse tisto nametal v koš, tisto tiskarno, vse tudi črke, vnesel na Bansko planoto, to sestavil in začel tiskati pesniško zbirko, pa hkrati povabi dekleta ste bolj nežne duše, pa je videl, da jih bo pridobo, če bodo objavili te pesmi. Bil je odličen kritikar in odličen praktik tudi v drugih povedih. V tistem času so razhajale razne bolezni, med drugim je cepil, vse kako je on cepil. Ko so te črne koze cepil je dan, če ni bilo cepiv, ni bilo injekcij, ni bilo ničesar. In takrat so umirale cele vasi, cela mesta. On je preprosto vzel trn za okuženo osebo, ki je bila v bistvu na njegovih mahulih nabral strup, s tem strupom okužil kravo, da je krava v bistvu zdaj vse rekovina, ampak sem je vsel proti strup in s tistim proti strupom je cepil, recimo v domači vasi, oziroma tam, kjer sem poval vso vas in sta umrla samo dva. Drugače pa so cele vasi išle, ker pomeni to, kar smo doživljali, recimo dela s pandemijo, je tudi včasih je bilo zdravil. In on je videl, da je treba na ta način podraviti. Ako recimo ta most v kanalu, on je tam zraven v Ročinju služboval, in so domačini gledali, ja Soča je globoka, tam vmes so skale, težko bo to vse skupaj nekako, moso pa namreč na Francozi, ko so odhajali podrbi. Je rekel, ne, ni problema, rekel, dajte bomo tam na palači svrl, rekel, pa meni spustite na tisto vrh, pa mesto na stezo, pa zmeril, kako globoko je, in je v bistvu naredil svojo pomočjo in s pomočjo Kraljanov prvi leseni most v kanalu v Soči. In tako naprej. Skozi bil tako praktičen,
In da povem proti koncu za njega še eno anekdoto. To je Prešernov čas in Slomškov čas. In Slomšek je ravno takrat začenjal in premišljal, kaj bi naredil, in mislim, da je prav Stanič zaslužil za to, da je nastala osnovna Mohorjeva družba, ker je videl, da so te potrebe, da je treba ljudi izobraziti, da jim treba pomagati, da je treba pesmi, povesti prinesti tako rekoč na dom. In je naredil naslednje. Slomšek je pa čutil, da Slomšek je še Danešil, pač mlajši od njega, je čutil, da je to en pomemben Slovenec in ga je prišel obiskati. Slomšek je bil lepo oblečen, kot je duhovnik. Ta naš ljubi Stanič je pa bil prah, je pa doma drva sekal tam na dvorišču, drva sekal. Pride zima, ampak je vedno hotel drva iz Banske planote, kjer so najtrši, najboljši. So bili veter in pa krati bili drva. Ampak to je vse pozitivno povedal besede. Nakar je on sekal tam drva, ko pride Slomšek, že kot gospodič, njemu, dober dan. Saj tukaj nekje živi gospod Stanič. Ja, je rekel, živi tukaj nekje v bližini. Je rekel, ga mi poznal? Ja, kar poznam, ja, približno kar poznam. A bi lahko poklical? Ja, prav moment. Tečejo v stanovanje, on se pa obleče in kanonik v bistvu, pa je dober dan, jaz sem pa kanonik Stanič. Tako naprej. Znova je tudi, ko sta šla potem tudi na okrog in sta se mende ravno takrat pogovarjala o tem, kako bi potrebna bila ena založba, ki bi izdajala slovenske knjige. In ker se je to dogajalo, pa se je bilo svega Mohorja in natančnega v bistvu Mohorjeva družba tudi predstavlja. Tako da bi rekel, ne samo alpinist, ne samo pesnik, ne samo duhovnik, ne samo praktik na terenu, ampak res vsestranski človek. Hkrati pa jaz, ko moram povedati, sem bil na Vacmanu, jaz sem ga odkril tako, kot ste vi rekli, ko sem pisal knjigo o Mlakarju, Janko Mlakar je bil tak malo hudomušni ljubljanski bolasec, bil je pa dober podopisec, krasno pisal. Jaz kadarkoli tisto berem, še zdaj se lahko zmeni, da stojim do konca. In potem sem šel pa malo kontrolirati Mlakarja, da vidim, koliko je Mlakar pripravil danes malo naložil, koliko je malo pretiral. Vsaki knjig je malo tudi fantazija, seveda. In tudi moje, ampak vse v okviru rane, ampak rečemo. No, in sem šel kontrolirati Mlakarja, da vidim, če res po Evropi koliko toliko vrhov osvojil. In ko je nek potopis napisal, po tistem potopisu sem še jaz v njegovih poteh. In enkrat piše tam dol na italijanski film, ki je bila je strašna rekla, tako da vrha niti nismo videli. Nekaj sem gotovo, da na vrhu sploh ni bil, ker gor je ena piramida pa in križ, ki se ga ni videl dosegel. Če bi gor bil, bi križ videl. Ampak je drugega. Eden od teh vrhov je bil Vacman, ki je on osvojil. Vacman je pa hrit med Avstrijo in Nemčijo. Nekaj časa so pod Nemčijo, nekaj časa pod Avstrijo. Zdaj je avstrijski vrh. 100 metrov nižji od Triglava. In ko je on je v najbolj preprosti možni obleki, bi rekel, v enem kmečki opravi, z enim kmečkim obovanim čevljem, se je pospel na ta hrib, na vrh. In tam je pomesil veliko hrušča. In bolj piše, in je našel sam. Zdaj je vse varovano in je veliko imamo božjo opremo, da vam hodi pa saj par, navezana, saj in naprej. In se da, jaz sem šel s alpinistom gor in ni nič posebnega tako, na našem času, ker je v bistvu varovano podobje počesti. Ampak vmes je pa kar veliko hrušča. On pravi, in tam piše, se je to večkrat na komedije čez rob, pravi, šel sem po tem hrušču, nalepno mi je spodrsnilo in hrušč se je začel trgati in me je nesel dol, tako je 500 metrov, se je rekel, hvala Bogu, da me nese, ker no treba peš hoditi, da bi mislil, da kaj hrušč nese dol. Ampak, pravi, zavedal sem se pa, da tam spodaj, dol je pa prepad, je 500 metrov prepada in če pridem do tega dol, znam konc, tudi potopisa ne mogo več napisati. Ampak sem naredil spretno. 5 metrov preden se je začel previs, prav sem odskočil, pa se je rešil. Ker pomečil, takrat sem čekal, da je še hrušče, ker prvo časa treba odskočiti. Tudi simbolično je to v bistvu. Vedno treba biti prav časen, ja. Zdaj, ko to tako pripovedujete, se mi je poralo vprašanje, kako pa se dokopljate do vseh teh podatkov o tem, da se je šel preobleč vmes pa tako? To ni zapisano nekje.
Ja, vsa ta knjiga, mislim, da ne vem, nekaj zapišel, je bilo novinarjev, ker je tudi res, sprejeli so zgodbe, 24 zgodbic, ki gre vse od konca pa do konca, pa mogoče še preko. Noter je tudi navedena vsa literatura, ki se je uporabila. Za vsako knjigo preberem 30, 40, 50 knjig, virov, hodim v muzeje, hodim v etnografske oddelke in tako naprej, hkrati pa tudi fotografiram. In je noter, mislim, da je prednost te knjige je to, da je dve avtorski poli fotografizov. In to v bistvu, če ne stare, pa iz našega časa, ampak kako pravi, narava je večna in v bistvu po tistih poteh je tudi ta pretvornic. To je v bistvu nekaj vrste dokument, ki dokazuje, da je to v bistvu resnica. In jaz prej ne preberem vsega, podobno in počes, sploh nekaj pisati. Potem se še razdelim snov po teh poglavjih. Literature, strokovne, takšne in drugačne, na različne načine je veliko. Samo vse v arhivih, vse zaprto, vse nekako nedostopno, ne vse, ampak veliko preveč. Jaz pa kot nekdanji novinar in urednik imam to prednost, da vem, kje to je, pa kje noter stopam tako. Nekdo je rekel, ko si prije skozi vrata, pa če je noter neprijatni človek, ga pošljamo ven skozi okno, prav, pa bom prije skozi drugo okno nazaj, ne, tako prijatno. Povem primer, če imamo to časa, 2 minuti bo trajalo, dr. Makarovič, Gorazd Makarovič, je brat od Svetlane. Ravno en tak po pojavi kot ona. Nič nisem bil gledati preveč. In on je največji specialist za karantanijo. On največ ve o karantanju, mislim, da je že pokojni, največ je vedel o karantanju v Sloveniji. On je 40 let to študiral. Jaz sem pa hotel napisati trilogijo o karantanji, kar sem jo tudi napisal. Tam se začela slovenstvo. Če se hvalimo s bežinskimi spomeniki in jih v bistvu kažemo po celemu svetu in je to naša velika vrednota, hkrati pa pravimo, da karantanje ni. Neumnost. Sami novinari, sami zgodovinari sami sebe negirajo. In stvar je v tem, da ko sem delal magisterij, je ena od mojih kolegic na etnografskem inštitutu zaposlena, da je pa dr. Makarovič delal. In ko sem je še nekako zbral in jih prebral 10-20 knjig v zvezi s tem strokovnih, me je na nekaj manjkalo marsikaj. Kaj so v tistem času jedli? Kaj so jedli? Krompirja še niso poznali, koruse še niso poznali, pšenica verjetno, ajde še ni bilo, a pa je že bila in tako naprej. In dr. Makarovič so pa vedeli, da to ve. In on je recimo eden izmed tistih, ki je zakladal, ki je veliko vedel, vendar ne dostopen kot človek. In poveda moja kolegica, pravi, en silc bi rad k tebi prišel, ampak on prišel povedati nekaj izvedel karantanji. Kaj če te si? Prije, če 14 dni, jaz pa ustrajam kot sem. Dej, če se nam izrihte za ene 10 minut. Kaj je, boš spet sprašoval, kaj je karantanje, pa je rešel za karantanje, nič. Ona me je spod poročala. Tretjič isto. Nekaj sem jo prosil, od malega Boga, sem rekel, da prosim, dej me spremljen in me spremljen za 5 minut. Bom reči vse pripravljeno, kaj me zanima te osnovne stvari, ker preprosto moram to za knjigo vedeti. Jaz sem pa še nekaj sem vedel, so lepo pomeskaj velike lukne. Nekaj na konci je videl, da sem že toliko siten, da sem že kar preveč, je ne pride. Pridem k njemu, jaz sem mu vedel mikrofon oziroma snemalnik s sabo in sprejel je za 5 minut, pred njemu se pa 4 ure. Ker pomeni, ampak stvar je v tem, po svojega razuma. Je zopet bil kot človek, po pojavi kot nedostopen, ampak po svojega tako res, novinarji so podbili k njemu pa sprašovali, kaj je karantanje, kdaj je ta karantanje in kaj imamo mi te karantanje. 3-4 splošna vprašanja, njemu se res delo tudi odgovarjati. Ker so se pa mi pogovarjali o stvari, je pa zažarel na široko, ko me je čakal, da bomo še kaj povedati. 4 ure so se pogovarjali in da je pojem na primeru, se rekel, kaj so v tistem času jedli? Prav proso, kašo. In kako pa to veste? Prav čisto preprosto. Ko smo kopali, smo dobili en lonec, ki je bil lonec pokrit z povoščenimi platnom, prav to je pa proso. Prav to sta samo 2 možnosti. Je bilo to proso za spomladansko setev ali pa za zimsko preživetje. In
Veste, jaz sem lepo pogledal tam, kako so sedeli v tisti zemljanki, takole za opomnišču in jedli kašo z 7 žicami. In je lepa pisalo, ampak je tak podatek, če ne viš o tak jaz prvake, je super. Kaj pa treba seveda nekako prije do njega. Tako da na ta način prihajam do nas, kakšna podatka, pa tudi tako. Po teh etnografskih oddelkih, pa po muzejih, je ogromno veliko vedo, vendar navadno ne pišejo strokovne članke, tisto ostane bolj ali manj strokovnih krogih in ne piso reklamati. Knjiga ne bi bila nekaj vrste prevodnik, da tako rečem. Ali celo ena lepo misel sem zadnje čase doživel, dr. Magdič iz Prekmurja, imate vprašanje za to, imate? Nekaj je pomembno, to je pa res počehetalo po duši. On je Jungomc, analitik, psihoanalitik in je rekel naslednje. Slovenci nekako imamo zapolnjene starodavne duše. Prav, mi smo ogromno pisali, recimo v drugi svetovni vojni, pa po povojnih dilemah še, starejše zgodovina je po bistvu prazna. In je rekel, dobro se je rekel, Bogu hvala, da imamo Vasilca, da imamo Vasilca, da nam polni izpraznjeno zgodovinsko dušo. In v bistvu je res. Jaz se tega niti nisem zavedal, ampak te stare zgodovine vse premalo poznamo. Vse premalo vemo, kaj se včasih dogajalo, vse od Karantanje sem naprej, imamo vi zelo bogato zgodovino, mi smo ostali na tej zemlji, marsikateri narod je zginil, mi smo še zmeraj tu in se borimo tudi s knjigami proti temu, da temelj ostane. Gospod Civec, vi v bistvu delate eno domačo nalogo na mestu vseh nas, ne? In nam to tako lepo zberete, da lahko mi na enem mestu preberemo. To je tudi dokaz ta naslednja, 3. knjiga o duhovniku in narodnem voditelju Valentinu Vodniku z naslovom Slovenstvo zemlja zdrava. Mi vsi gotovo mislimo, da nekaj vemo o Vodniku, potem pač bi zdaj mogoče anketo naredili, pa ne bomo. Bog ve, kakšni bi bili odgovori. Valentin Vodnik je kot duhovnik služboval v raznih krajih, ko je bil na Bohinjskem in se je srečal z Žigo Zoisom, ki ga je povabil v svoj znameniti krožek. Naj spomnim, da je bil Vodnik tudi prvi slovenski časnikar, izdal je nekaj števil ljubljanskih novic. Vi ste pa posebej spomnili na to, da je postavil temelje našemu pesništvu z delimo pesmi za Pokušino. Kako to, da ste izbrali prav Vodnika za svojo 3. knjigo? Vodnik je v bistvu res začetnik modernega pesništva, da treba vedeti, da njim so bili razni takšni drugačni poskusi, vendar ne tako izraziti, pa tudi ne tako na teh ljudskih temeljih. On je pesel v tej alpski poskočnici in to je zelo pomembno, da je ta narodni duh nekako znal pesmi preliti. Gospod Irgovič je tukaj, on tako čudovito zapoje domovino. Zakaj je zapoje? Zato, ker je ponosen Slovenc v sebi, ker je Jenko napisal lepo besedilo, ker je lepa glasba, ker je v bistvu se združilo nekaj in njegov glas. In se je združilo nekaj najlepšega, kar je možno. In če se to ne združi, potem nastane tisto, kar je ljudem všeč. Mene enkrat je Milko Osem zelo lepo rekel. Rekel, napiši iskreno iz svoje duše, na ta način, da boš sam zadovoljen, pa ne bo to za knjigo ali pa za pesem, pa v tisti moment, ko boš rekel, to me pa nekako uspelo, bo to tudi našlo stik z ljudmi. In Vodnik je tak, da je znal to povezati. Res je na to Žiga Zois, baron Žiga Zois vplival, kaj povabil svoj krog, ampak Vodnik je pesem že prej, tudi sicer bi. Je pa dobro, če kakšna spodbuda pride, da človek potem pač to napiše. Vodnik je tako vsestranski, da človek se ne more misliti, kaj vse v življenju ta človek naredil. In mislim, da je malo preveč odrinjen na stran. Mi smo na fakulteti vse učili od njega, ampak nekako od začetnih pesništva. Vodnika izjemno cenil naše večje pesmi Prešeren. On je kot mulc v Kopanju pri Rosutnem, kjer je bil Avstrijc in kjer je Prešeren doživel svojo mladost, najzgodnejšo mladost, je ta župnik prinesel domov te pesmi za Pokušino, Vodnikove in Prešeren jih je bral. In je videl, prav to je pa dobro napisano. Nekje je ena opaska, ena pripomba nekje je zabeležena. On je pa potem seveda to dvignil na najvišjo raven, ampak če ne bo Vodnika, tudi drugi ne bi šli po tej poti naprej.
pomeni kot pesnik zelo dobro, hkrati nas je pa spodbujal. Slovenstvo je zemlja zdrava. Danes to potrebujemo, skozi to potrebujemo. Živimo na največjem košu sveta, živimo v raju pod Triglavom, pa se tega ne zavedamo. Imamo v bistvu vode, vinograde, gozdove, vse imamo. Samo treba pravo smer vse skupaj usmeriti, da ljudje naprej pridno delajo, ker delajo mnogi, ampak žal je veliko takih, ki živijo od industrije. To je vedno bilo, je vedno bolj, ampak to ravnotežje mora biti nekako boljše speljano. Gospod Zver bo za to poskrbel delati po evropskih volitvah, se že skrbi. Stvar je v tem, da vodnik je bil med ljudmi, vsak duhovnik je v bistvu neprepovedan med ljudmi. To je v bistvu nekje en most med ljudmi in pa med duhovnim življenjem, takšnim in drugačnim. In on je vedel, kaj potrebujemo. Potrebujemo v bistvu pesem, ki bo blizu ljudem, hkrati pa ni zavestno to delo, ampak to je svoje pesniška poslanstva. Hkrati je vedel, da rabimo časopis, od prvi, to je prvi slovenski časnikar. Zanimivo je, kako je ta ljubljanska revista, kako so nastajali. Nekje povzemo iz avstrijskih časopisov, nekje pa iz svojih. Je šel ta, v Ljubljanci se predstavljate, je šel, pa je videl, da se dva tam stepla, pa je tudi tam to že bilo, pa še dva dni že v časopisu, ker je videl, da ljudi kaj zanima, ker tako prej, zelo praktičen je bil, drugače pa ker sam, ker še sam večkrat pripravil, tako da je bilo kakšno zanimivost. Gremo neko stepla se vidi, da bo tako vsaj nekako. Hoče povedati to, da je čutil ta čut naroda, recimo napisal malo veliko praktiko, to je na pobudo Žiga Cojza. Mi smo brali takrat, da pa se ravnali po tujih, ampak treba je približati to vedenje o naši zemlji, o našem vremenu, o načinu življenja, vezano na naše svetnike in to je on krasno znal potem tudi pesmi spraviti in te praktike lepo izdajo. Hkrati je pa recimo tudi notri so ne lepe take primere, tudi v knjigi imamo nekaj takih primerov, kako živeti, način življenja, kako ne škodovati drugom, kako biti, hkrati pa tudi postaviti za sebe. Treba je eno samozavest. Jaz mislim, da na splošno Slovenci imamo premalo samozavesti in da je treba mečke več v tej sferi narediti. Nenavadno je, da je napisal kot duhovnik tudi babiške buke, ampak jih ni napisal on, ki je napisal en Čeh, ki pa vodnik je pa prevedel v bistvu v kranjski jezik. Takrat je ogromno žensk umiralo po porodu, še več pa dojenčkov. Umrljivo se bo takrat v vodnikovem času 40%. Med 10 minut pa 1040 umrli. Veliko 6 let na porodu umrli in naprej. On je hotel ljudem pomagati. In je hotel obedeti, da tisti, ki bo znal kranjsko brat, bo to knjigo vzel, veliko teh babic, ki so hodile okrog, pa so imele premalo znanja in ko je ta Čeh prišel k njemu, je rekel vesele. Bil je pa tak približno kot sem jaz, ni znal reč ne. Ko je nekdo prišel k njemu in naredil, najhitreje pa šmir pred človekom, če ti to stvar ne piše. Tako da mi je blizu tudi po tej plati. Vodnik se mi zdi, da bi moral dobiti v slovenski literarni zgodovini močnejše mesto. Taka knjiga je v bistvu prispel, tako da se nekje to vodi, hkrati je pa tudi vsa literatura navedena. Mene so moti pri teh raziskavah, da marsikakšno literarno oceno ali pa celo, kaj vem, daljše stvari napišejo ljudje, kar izsesajo iz prsta. Sedi v ljubljanskem kabinetu, pa piše, kar nekaj napiše. Recimo za Prešerna nekdo napisal, da je bil homoseksualec. Nekdo pa tu še čisto nikjer nobene stvari. Preberi en sam sonetek, pa možda v Bog dol, to je fantastične stvari delo. In potem nekaj napisati, to je taka neumnost, ampak še večja neumnost je pa to, da je potem to objavljeno. Veš, da on dobro, lahko tako razmišlja. Vodnik je bil pa človek, ki je vedel, kaj ljudje potrebujejo in je znal pozitivno ljudi naglušati in napisati tisto, kar je. Hkrati je bil tudi malo težave z oblastjo, to verjetno veste. Ko so Francozi prišli v naše kraje, trikrat so bili tukaj po nekaj let, so tukaj nastale lirske province in on je bil navdušen, ker jezik se je takrat slovenski začel uporabljati tudi v šolah.
uvodnik je napisal tudi nekaj učbenikov slovenskih, kranskih, bi rekli, da ti čas. In je bil navdušen nad Ilirijo in napisal Ilirija oživljena. To pomeni, naši kraji so ti oživljeni, še veliko krasno to vse. In je, seveda, ta pesem bila odmevna, Francozem je bilo to všeč, je pisal tudi po francoski učbenik in tako naprej. Bil je zelo razgledan, tudi veliko jezikov je zelo. Nekar so Avstrijci, oziroma tudi mi z njimi, smo jih nahodili, te Francoze takrat v svoje kraje nazaj, Napoleon je vse skupaj izgubil in on je bil v nemilosti pri oblasti, v hudi nemilosti. Smo v bistvu degradirali kot profesora, on je poučeval na gimnaziji in on je vedel, kako bi nekako v oblasti v strehu in napisal Ilirija zveličana. Kot je Avstrija zveličana, ampak če človek bere Ilirija oživljeno, čudovita pesem. Znoj je vedno komponirati tudi našo zgodovino. Če kot ti v bistvu bere našo zgodovino, ne avstrijsko. Ne toliko avstrijsko, vse nismo ljudje Avstrije, to je popolno normalno. Ampak, če pa bereš to, Ilirija zveličana, pa se vidite, kako so bili, jaz sem naredil popolne, ker bi muž izgazal, sem napisal še nekaj rezal. Mi se čuti, da ni srca tisto naredil. Poleg tega se zelo podarja en Pršetov epigram, da je bil Janček Mišek, ki je tukaj in tako naprej. To je tako, Pršetov se je malo šalil, pa redi kakšnega metnih spodov in tako naprej. Tako bi pa rekli, da je bil enolog. Ko je umrl, so res v njegovi zapuščini zbirali 50 steklenice, vino, dobro vino in so našli v zapuščini 67 steklenic dobrega vina. Ker pomeni spoznal se še eno dodatno stvar. Hkrati pa so živo na robu, svoji te gospodinji obljubljal, da po njemu podedovala tako rekoč vse. Tisto dediščine do nekaj dolga, pa nekaj ministra, sveta ta gospodinji ni hotel, ki so vse skupaj razprodali. To ni pomembno toliko, ja, po svoje ilustrira, ne da mu več nosek in tako naprej, ampak morda samo občasno, ali pa kar nekako. Pomembno je tisto, jaz vedno pravim, pomembno je tisto, da je človek naredil za Slovence in on je naredil neskončno veliko. Je pa moram povedati, čisto iskreno proti koncu tole, da sem bil nekoliko v težavah in tudi moji sodelavci, tudi pri vas na družini, on je pač pisal v starem jeziku, zdaj to nekako približati. Zdaj še popravil kar težko. Jaz sem se ponekod privošil, tako majčko popravil, kar je dovoljeno, se je recimo, kaj vem, stritat so Prešerna popravil in pa naprej, ampak Bog ne ve preveč, pa mislim, da ga ni. Tukaj smo toliko nekako, da smo zmozili. Vam povem primer za Prešerna, kaj je to dober prevod v vseh prevod. Ko brez vino okrog divjam, ki vprašajo nekaj. Dva versa, ki povesta neskončno veliko, lepo, čudovito govorko. Srb prevajalec je prevedel to v nekdanjo srbo-hrvaščino, kot so rekli temu jeziku. Pita, če te ne svi sigurno, da lutam tako žurno. A čutite ta razlika? Zdaj je recimo ne pohvat originala, je velik problem. In nismo več pohvaljali leponika, morda smo malo več teh opuščajev naredili in tako naprej. Vsekakor pa, če ga človek bere na glas, pa te njegove pesmi, najboljše pesmi so še danes popolnoma prisotne in tudi nam lahko za en lepe in veliko potijo. Dranilo, res, je osnovna pesem njegova in te se vece, te pa zrpa pa Ispanja sprav. To je v bistvu osnovno. Mi smo delali v tej poziciji. Se mislite, ker malo dremamo, malo preveč, ja, vse bo šlo, pa vse je, pa tudi to je vredno. Ne, ni, treba nekaj narediti. Vsak mora dolžan, da nekaj naredimo. Jaz to skušam narediti svima. Hvala lepa. Pa prosim še naši dve umetnici, gospod Tanja Zajc-Zupan in Taja Saksida za eno pesem. Slišala
Ostalo nam je še malček časa za kakšno vprašanje ali dve krajše, za voščilo pa predlagamo, da jih potem izrekamo po uradnem delu. Tako da, če imamo mogoče to kakšno krajše vprašanje za gospoda Sivca. Zove se vidite, v tega dogodka prišlo. Bomo poudarjali še nekaj, kar je mogoče Bomo poudarjali nekaj, kar je mogoče nehote izpuščeno. Bom začel z Devinom Ščikom, ki je prvi v tej zbirki. Namreč, da je politični duhovnik, kakor je on bil, tak je danes ni. In tak je ravno. Nas pa vsi bežijo stran od politike. In Bog ne daj, da bi kaj političnega rekel, kakorkoli, in to je prevladujoče v našem kulturnem prostoru. Poudarjam to, da je bil, ne pa Ivan Sivec, ampak Devin Ščik, avtor največjih interpelacij v zgodovini rimskega parlamenta. A veste, v času, ko se je fašizem dvigal po Evropi in je bil sopotnik, soparlamentarec z De Gasperjem ured. In v eni črtici je zelo dobro napisano, raje poskuliča, in še druge, kjer je on nalil čistega vina očetu v Evropi. In mi danes se bojimo o fašističnem času sploh govoriti. Jaz imam tile, svečenik svetega Pavla in duhovništvo, je država zadeva po konci. In danes bi morali s tem televizorati v Evropo. In tam narediti, to pa podarjam za poslanca, je to tako malo zelo spominsko sobo antifašizma, ki se začne z slovenskimi duhovniki. To je zaenkrat, drugače pa samo pozabim, prišla je nova knjiga, Papirki, ki je katerih avtor je Devin Ščik, je to debela, ne vem, Devin Ivan za to. Se sem videla gledala, kakšna krasna pisava z tistih časov. Jaz ne vem, a so takrat ženske samo to delale, da so uvadile pisavo, kakršne danes nišče ne zmore. Toliko, zaenkrat. Me veseli, da je do tega prišlo, pa Ivan nadaljuj naprej, te bom predlagal za Prešernovo nagrado. Magister Ivan, jaz bi pa vas vprašal, mogoče pa lahko z njimi vsebi delimo še malo, kaj pripravljamo, kaj pripravljate, a ne? Se mi zdi lepo, da poveste, kaj prihaja. Prvo, ker je šla še ena knjiga v drugi založbi, pa Kraljina davnega spomina, ker ima svoje redovnik od 1580 naprej. Pravzaprav je pa podnaslov Karantanije do samostojne Slovenije. Treba je štartati vedno s Karantanjo, tam sem nekoliko več dodal svojega mišljenja, pa svoje domišljije, ampak vse tako, kot bi se lahko zgodilo, Aristotel je že rekel, napišite tako, da bo verjetno, če tudi se tako ni zgodilo, ne more biti verjetno, da se je tako zgodilo. In tako se knjige pišejo. In jaz sem tako napisal, moj rod sem v bistvu predelal v 10 poglavjih in to je knjiga, ki je ni še v slovenskem literarnem prostoru, govorijo moji predniki iz mene. Mislim, da malo nenavadno je, ampak vse tisto, kar moji predniki govorijo, tudi v meni. Drugače pa pripravljam četrto knjigo za to zbirko, lepo izdamo, o Ipovcih, o glasbenikih in zdravnikih. Enkrat stvar. Bil sem veliko na terenu, veliko sem se pogovarjal, tudi doktor Gradina mi je bil zelo blizu, kar se tega tiče. In meni je interesantno to,
glasba in pa hkrati, bi rekel, odnos zdravnika do bolnika, kako to zdravi. On je med drugim recimo zdravil tako, da njegova žena je bila odlična pianistka, od enega od igralcev ali igralcev, tako rečem, in da bolnik ne bi trpel preveč misli na bolečino, je postavil v kot in ona igrala na klavier same rede sonate, on je pa malo rezal tega gospoda. Tako da, zanimivo tako, v bistvu človek potrebuje, kot sem prej rekel, zgodbo, odnos do sočloveka in tudi glasba. Glasba pravi je povezava med dušo in telesom, kot bi rekla Tanja, to se je interpretizalo nekje in res je to. Poglejte, kako lepo se glasba dotakne in človek je tudi drugačen domov, če posluša glasbo, če posluša pesem, če se uživi v tiste čase. Tako da to Ibovci upam, da bojo še leta slišli. Jaz sem predlagal direktorju, da vsako leto eno izdam, glede na to, da sem srč rekel, da se do 100. leta je še 15 knjig. Potem bomo pa videla to, kako bo se odločil. Meni je škoda, jaz sem rekel, da določene druge projekte bom popustil, ne glede na to, če se to bolje prodaja ali slabše, slej ko prej bojo ljudje nekako odkrili, da je tukaj nekaj, kar iščejo. V družini izhaja ogromno duhovne literature in je prav, da izhaja, to je pa nekje veliko mesto, malo ljudsko, malo duhovno, malo pa tisto za samozavest. In take knjige so nujno potrebne. Seveda lahko kdorkoli tudi napiše to, ampak dokler bi jaz nekako bil pri močeh in jaz imam slogan, ostanite zdravi na duhu in telesu. To je osnovno, da človek zdaj na duhu zdrav in hkrati na telesu, ampak to je med samo močno povezano. Tako da prvo ozera so vsekakor Ibovci, naprej pa sigurno še kakšna stvar prišla. Pravijo, da sem v dobri kondiciji še zmeraj, ampak to je samo hvala, je malega vremena, slava pa še toliko manj. Moram povedati za konec, kaj je rekel, ta imam večan filmov, ona je dobro poznala. Je rekel enkrat, ko sem bil že malk, to pravi, da on slaven, ampak to bo 50 let nazaj. Soseda je rekla, Ivan, ti si pa zdaj slaven. Pa ja, ta rekel moj, je rekel, ta veš kaj je slava? Je rekel, kaj? Je rekel, slava je pa kmečki šok, je rekel, slava je prazna slama, bolj jo mlatiš, manj je zrna. Še nadaljne 3 ure, ampak enkrat moramo ta uradni del zaključiti. Jaz vam ob vašem jubileju želim predvsem to, da vam Bog ohrani to hudomušnost, vse ostalo pa že imate. Tako da res vse najboljše. Preden se ne premaknemo, ampak gremo v drugi prostor, ker bomo skupaj nazdravili. Gospoda Sivca prosili, da zareže v torto. Naj vam povem, da lahko tudi dobite knjigo, če še katere od teh 3 nimate, seveda tudi vse 3 in gospod Sivec jih bo tudi podpisal. Pa sedaj vam prosim gospoda direktorja, da nas zdravici. Ja, seveda, nič posebej ni treba, samo to, da v bistvu imamo pripravljenega gospoda Ivana, res, da zunaj eno presenečenje, nazdraviti skupaj na njegovih 75 let. In v bistvu strani naše založbe res iskrena zahvala za tako, tudi bi rekel, človeško, plodovito sodelovanje. Res se počutimo povezani v skupnem, ne to, da krpamo tiste luknje naše skupne zgodovine, mi že kot založba z revijo Slo, pa Slovenci v zgodovini rubrika, tam v tedniku Družina, ki pa je bila potem močno nadgrajena s to serijo knjig, s katero moramo nujno nadaljevati in brez katere, brez gospoda Ivana pa vemo, da tega nikakor ne bi bilo. Še nekaj, omenil je on, kako se to povezovanje med nami rodi resnične, dragocene stvari, ki ostanejo. Mislim, eden nekaj napiše, potem drug nekaj skomponira, ta tretji pa nekaj zapoje, ampak če pa nimamo četrtega, kakšen privilegij, da imamo gospoda Ivana, ki nam vse te zgodbe ponovno obudi in jih novim generacijam prenaša.
Tako da hvala vam za to. Zavedamo se, da ni to kar samo po sebi umevno in smo res ponosni in veseli tega sodelovanja. Pa, ajde, pejmo na zdrav, ta ne? Ja. Jaz se pa moram oglasiti, ker sem vse njegove knjige prebrala. In me je od dno duše ganila zdaj njegova knjiga Na klavine davnega spomina. Preberite, to je vsa slovenska zgodovina, na koncu pa osamosvojitev in jaz jo imam še. Res. Srčna hvala. Knjiga je ena.